Spoštovane gledalke, dragi gledalci, z veseljem vas pozdravljam v novi sezoni oddaje Reflektor. Današnja prva oddaja bo nekaj prav posebnega. Z nami je sestra Andreja Godnič, uršulinka, misionarka v Venezueli, trenutno kraševka, trenutno pa na obisku v domovini. In ko smo to izvedeli, smo si zelo želeli, da bi lahko tudi za Reflektor poklepetali z njo. Sestra Andreja, pozdravljena. Hvala lepa. Medvi so se dogovorili, da se tikava, že prej, ko so se malo pogovarjali, ko so bili v stiku, tako da se bova tikali, da razloživa našim gledalcem, kako bo tekel najin pogovor. Sestra Andreja, jaz, ko pomislim na redovnice, se mi zdijo tako vedno zelo mile, umirjene, pa hkrati tudi zavite v neko malo skrivnostno tančico. A bi rekla, da te stvari držijo, ali da je to samo ena opazka nekoga, ki od odzunaj gleda na vas? Ja, je. Je tančica. Je tančica, ja. Nekaj je pokrito gor. Ja. Torej, vaše življenje je, bi rekla, ni zelo tako na očeh javnosti, veliko imate tudi tega samostanskega življenja. Zanimivo se mi zdi, da nune, če se tako izrazim, sestre pogosto burijo duhove tudi v raznih zgodbah, knjigah, filmih, v zadnjih letih celo. Netflix ima vse Warriors. Netflix recimo si omenila, zakaj misliš, da je ta lik sestre oziroma nune tak, da se ga pravzaprav lotevajo, pa celo v takih žanrih, kot je grozljivka, Bog pomagaj? Jaz mislim, da ni logike. Ko ti vidiš nas in rečeš, ker tudi večina ljudi misli, da mi molimo, da je to to. In ko ti razmišljaš tako zdaj v tej novi kulturi, kakor smo zdaj, ki je, jaz pravim, sodobno poganstvo, ni logike, kako je možno, da je ena ženska, da je ena mlada punca, se gre zapreti s drugimi ženskami. Zdaj, v sodobni kulturi, če smo malo provokativni, to pomeni dve stvari. V prejšnjem družbenem, bi človek rekel, kulturnem čutenju je bilo zato, ker si nesrečno zaljubila in je prišla noter in zdaj si liže rane, ne? V prejšnji paradigmi. Zdaj rečejo, ali je to nekaj paranormalnega in je scary, ne zdaj moram to po slovensko povedati, ali je to nekaj grozljivega, ker ne moš ti človeško razumeti, ali pa je kaj drugega. To pomeni, da so same ženske skupaj. Zakaj ta tančica? Jaz mislim, da naše jedro je, Jezus me je poklical, se je zaljubil in hoče me imeti ekskluzivno zase. To je povzetek redovnega posvečenega življenja. In kako me on osvoji, da jaz rečem, meni je briga nič, danes je 32 let, ko sem jaz šla v Gorici uršulinkam. Pomisli, glih 32 let. Čestitke. Hvala lepa, Jezusu. Rečeš, jaz bom od tebe, jaz bom tvoja in to je to. Nimaš pojma, kaj vse, veš pa, da to, da si lahko skupaj z njim, rabiš familijo. In to je redovna familija, ne? Ampak to, kar se dogaja med nama, to je ta tančica, po moje, ko on pride ker to je kar v zakonu, ker vidva ratata zmeri bolj eno. In tu vidiš stare zakonce 50-60 let, ona dva kar začneta. Si biti podobna. Ja. Zdaj, pri nas, seveda, ker sem z njim, on je Bog, ona je taka lepota, on je taka, mislim, da je, ampak mogoče, da moje sestre, ki so popolnoma predane mu, jaz sem kraška, pri meni ima kar dosti dela. Pri mojih sestrah ti jih vidiš, kako prav ga začutiš skozi njeno življenje, skozi njen pogled, skozi njene besede, skozi njeno reakcijo, skozi njeno požrtvovalnost, skozi njen mir, prav čutiš, da je tle nekaj. Pa tudi ti to čutiš kot neko skrivnost. Je to tudi zate še vedno skrivnost, čeprav si že 30 let, si rekla? Meni je tako čudno, jaz mu zdaj rečem, zdaj sva 32 let, že prej je on res se potrudil, tako da me, ker jaz nisem hotla, ne? Ampak meni je to tako čudno, je, po moje, to je najbližje, to je moj način, kako jaz doživljam. Zdaj, če boš imela tle druge sestre, veš, kaj vsake smo tako originalni, da vsaka doživlja. Ampak jaz mislim, da je ta najbližje, kar poznamo v naši družbi, je zaljubljenost. Da je, veš, da sva že 32 let in jaz mu včasih rečem, pa že toliko časa sva skupaj, nisva že malo prestara. Samo on je taka,
on je tak, da ne moreš drugače, kot da ne bi se zaljubil. No. In potem se zaljubiš pri 20, se zaljubiš pri 25, se zaljubiš pri 30 drugače, se zaljubiš pri 45, pri 50, zdaj sem 51 let, rečem, Jezus, nisva malo že prestara. Samo ne vem, on je res tako ustvarjalen, no? Pa tak kreativen, intenziven, tak zahteven, tak radikalen, da me fascinira, no. Moram priznati, da... Zdaj si omenila, si bila stara 51, torej to so tista neka srednja leta, ko rečemo praviloma kriza srednjih let, pa to si imela ti tudi kaj takega v duhovnem smislu ali v psihološkem, telesnem? Prejšnji teden mi je rekel, nekaj si mi govorila, nekaj si nam govorila od krize srednjih let. Zdaj sem dal ta malha v prvi razred, nimamo cajta za nobeno krizo srednjih let. Sem rekel, jaz te verjamem, da nimaš nobeno cajta za krizo srednjih let. Ker nimamo vsi, ampak jaz se spomnim točno, sem bila v Limi, jaz sem bila takrat še v Peruju, da sem hodila, to je moglo biti, jaz sem mogla biti nekaj 42 in grem jaz, sva bila v duhovni obnovi, 3-dnevni, in jaz se spomnim, da sem prvič prav tako scela doživela, da je on se odločil, da bova eno celo večnost. Ker mi, v zaobljubah, ko se izročimo, prvo rečeš na začetku, ko si še v formaciji prvih 10 let, pri prvih zaobljubah rečeš, se zaobljubim za 3 leta, potem na večnih zaobljubah pa ti njemu rečeš, se zaobljubim čistost, pokorščino in uboštvo, za večno. In jaz se spomnim, pri 42 jaz hodim tam meditiram. Še takrat si to dojela. In jaz rečem pismo so nekaj Jezusu, ti moraš biti z mano celo večnost. Mislim, jaz presrečna, jaz sploh nimam s tem problemov. Seka, kako to tebi? Mislim, ker ko vidiš, kako ta duhovna rast, kako to njegova konfiguracija se reče, ali pa kako on je lahko res v polnosti doma v meni, scela, tako da on res doživi ljubezen z moje strani, da kako je to počasi, ker jaz sem mislila, da to spreobrnenje, če jaz njemu odprem vse in da ima on ključ in da on je doma, razumeš, da on bo to cak in bova midva, razumeš, bo on res v miru lahko, bi človek rekel, bil doma, visoka pesem, razumeš, pride v svoj vrt in trga svoje sadove, jaz sem zmeri to mislila, da bo tako. In pa lahko ti vidiš, da si 10 let, 15 let, da je to potrpežljiv, da Sveti Duh se matra tam s tabo in da ta spreobrnenje, da bi jaz res v polnosti lahko služila in da ne bi bila jaz. Razumeš, da pustiš ta ego zadaj in da bo on lahko v polnosti lahko skozi mene delal, to rečeš, pa to ne gre nikamor, razumeš. In jaz sem nekaj, in ti si zdaj z mano in ne moreš, jaz sem kot pijavkica mala najn, razumeš, in sem nekaj, ti je muka, ti je nelagodno, si razočaran, to je bilo še let takrat, pri 42. In jaz sem natela živčna in polje začnemo reset, kako se reče po slovensko, resetiranje. Ja, sej je prava beseda. Mislim, Iz ničle naprej, ali kako? Ja, zato ker on je moral pač software za prvih 40 let vršiti ven in potem je začel inštalirati nov software za naslednjih 40 let, jaz ne vem, ko se to prevede zdaj. Ja? Misliš, da je v redu to? Programska oprema. Ja, ker hardware je hardware, mislim, to ne moreš. In potem začne on nov software in jaz sem prišla do ene točke in sem na lih na Barbadosu, ker se pa začne vse to, kar si prej verjel, kar si to zaupal, to, kar si ti mislil, kar si to vlagal, kar si ti bil prepričan se ti to, kakor da bi se kolapsiralo, ne. Kakor da rečeš, pismo, mislim, zakaj je to? Zakaj sem se šel v to? Vsi veš, ne vem, ti si v krizi, ti si bila, boš še v krizi, ne, nimaš cajta. Zaenkrat še nisem čist tam, saj zato me pa zanima. Tisti, ki ste zdaj v krizi srednjih let, je tako tle pritiska dol črno in je brez okusa. Jung reče kanalizacija, naplavi. Vse, kaj si imel senco zadaj, pride spredi, plop in ti rečeš, kaj to sem jaz, ali kaj. In mama, in tata, in vse moj smisel, in vsi moji prijatelji, ki smo zmeri šli na rojstne dneve in zdaj pogledaš svojega moža in rečeš, ma kaj bomo šli na oni rojstni dan, ni brez veze. Sej nimamo nič skupnega. In potem tisti občutek, razumeš, a sem sploh kaj, veš, kaj prije avto gor? In pa se obrne in gre avto dol in pa začnejo fleši, da smrt je pa zdaj za vogalom, pa take zadeve. In pravi, ne vem, če si poznaš Kriza srednjih let od Greena, on Taulerja tam citira in reče, ti kolapsira cela streha
zato ker je to šansa za Gospoda, da ti tako vse pretrese temelje in da imaš šanso, da mu ti rečeš, da je zagrabi. Ker imava še 40 let približno, ali pa 50, ali pa 60, ampak potem bova že iz obraza v obraz. Da je zagrabi, ker hočem biti s tabo. In potem sta postavila skupaj na novo in zdaj sta splavala ven iz tega, če prav razumem. In potem je isto občutek, kako konc, ne zdaj tega smem reči, čakaj, zdaj cenzuriram. Dobro, vi mamice veste, potem je konc poroda in ti pogledaš okrog sebe in pogledaš ono bitjece in si pozabila. Popadke. Fino mi je tako, ko te poslušam, v bistvu začutim, da navzven morda mirno, ampak v resnici pa veliko enega dogajanja, ene dinamike, tako kot v zakonskem odnosu, stalno delo, verjetno tudi trenja, kompromisi in tako naprej. Je res? Veš kaj, ni fair, z njim ni fair, ker on ima zmeri prav. Mislim, ne moreš zmagati. Zdaj sva preden duhovne vaje, da grem na duhovne vaje pred Slovenijo. Ker sem nekaj polje, če ne grem zdaj na duhovne vaje, sem mu jaz dopovedovala. Mora iti na duhovne, mora biti super, da me ti, razumeš, poštimaš, da mi daš dozo, da potem preživiva 3 mesece. Ker meni je to zmeri bolje čustveno, ker je toliko srečen, toliko prijatelj, jaz sem mislila, da daleč od oči, daleč od srca in potem se to ohladi in potem pridem in rečem, jaz sem Andreja, se spomniš, da sva mi dve bili skupaj, da sva mi dve bili skupaj na faksu in jaz sem tako mislila, da potem to se tako umiri in da jaz pridem k mami in da jaz pridem k sestram in da je to. Samo to vsakič, ko pridem, je bolj čustveno, mislim, in sem nekaj, mora iti na duhovne vaje, da me preštimaš in on ni hotel in sem vedela, da noče in sem tišala in potem tisti dan, ko največ na duhovne vaje so me klicale, moje sestre so rekli, Andreja, tle obup ne prideti, ker ne boš imela miru. In se ka, dobro, ne gre na duhovne vaje. Se ka, zrihte mi ti duhovne vaje. In zdaj, ko sem tle, mi je zrihtel duhovne vaje pri Svetem Duhu in sem mu rekla, hvala Bogu, da si ti vedel, da je tako, ker jaz zdaj rabim iti s tabo malo da pridem k sebi. Zmeri ima prav, veš, in to je naporno in jaz mu tudi rečem, dobro, vse se konfigurirava, ne, on je Bog, pika. Tudi timing verjetno ima on boljši kot mi, ne? On ima res najboljše scenarije. Moja mama reče, kdo te bo poljubljal? Vse, kdaj prepusti se, pusti, ker on ve. Mislim, pa ne samo on, veš, ker je tudi Milina, Sveti Duh, je tudi nebeški oče, je tudi 3 mesece je zdaj v Svetogorski, v zahvalo, tudi zato, ker je danes Marino ime in ker je Svetogorska cele 3 mesece rihta. In potem ima še 38 svetnikov, ki so v ožji ekipi, ki delajo 100 na uro. Mislim, zadeva je res dobro poskrbljeno. Lepa, ja. Imam rada adrenalin. Andreja, kako izgleda pa recimo, torej vi imate kot redovnice, imate tudi pokorščino, a ne, v tem vašem, kako se temu reče, je tudi zaobljuba pokorščine. Zaobljuba pokorščine, čistosti in uboštva. Pokorščine verjetno ne samo Bogu, ampak tudi pokorščina torej svojemu sestrskemu občestvu, vsem soredovnicam. Kako je s tem? Deva to razložiti, da bo jasno. Zdaj mi pomagaj prevesti. Ker mi znotraj naše cerkvenega jezika, mi rabimo cerkveni jezik, to je naš pač, ker rečemo, imamo 3 zaobljube. Zdaj, če to mi dve prevedeva nekomu, ki nima nobene veze s cerkvijo ali pa ki ne pozna katoliško stil življenja, bi tako rekli, da če jaz želim se odpreti tej dimenziji, jaz rečem 9. dimenzija, ne, to ni prostor in čas, to gre za to mistiko, to gre za to tančico, rečeš ti. To najno, mi sva z Jezusom eno, ker se jaz izročim Bogu in se posvetim njemu in on potem izvede to združenje, da pripadava drug drugemu, da sem jaz njegova in on moj. Da se dogaja ta mistika, ker ni človeško logično, jaz rabim neko strukturo. Jaz rabim nek ritem, jaz rabim neke mehanizme, bi človek rekel, da na tej poti združenja da Bog lahko v meni deluje, da se jaz vmes ne izgubim. Ker to je področje paranormalnega, področje Boga, to ni, da ti plavaš in gledaš morje. Tudi ni, da ti greš 10 metrov pod vodo, ker lahko greš z masko pa s tubom. Ti rabiš opremo potapljaško, če uporabljava primero,
da se ti spustiš na 30, 40, 50. Zdaj, potapljači razumejo, ali pa jaz sem s Krasa, je tata hodil zmeri v jame. Ne? Ti, da greš globoko v jamo, da doživiš to mistiko jam kraških, ti rabiš komplet opremo. In ti sama to roniti globoko je nemogoče. Ti rabiš opremo in ta oprema dejansko je tvoja skupnost. Pika. Sem prišla, mislim, lahko slediš. Ja. Kaj je skupnost? Skupnost je dejansko okolje, ki ti omogoči vso to opremo, da si ti lahko počaka Gospoda, da potem Gospod izvede to, kar on izvaja na njegov način. Skupnost je tista, kjer je tvoja familija, kjer pride ven Andreja, ne tista Andreja smejoča se, dobre volje, sladka, ki je grozno modra, ki zna vse. Ne. Andreja v skupnosti pride ven taka in taka in taka in samo moje sestre vejo, kdo sem v resnici, ali pa moja mama, ali pa moj brat. Kot v družini, ne? V družini smo tudi taki, kakršni smo. V službi vsa lepa in zrihtana in tako, ma doma pride. In tam se dogaja... Zmaj, ne? Tam se dogaja resnica od Andreje. In samo tvoje sestre te bojo pogledale v učke in ti ne moreš tam plozati. Zato je tako pomembno in ključno za vso tvojo duhovno rast, da ti zaupaš, da znotraj te familije se dogaja ta proces konfiguracije, dobro, če uporabljava ta tehnični moški jezik, ne? In znotraj te skupnosti imamo mi zdaj že 2000 let mehanizme iz izkušenj, ker je toliko že ogromno ljudi, tisoči in milijoni, ki smo šli mi skozi te faze, da se je inštaliral en kup mehanizmov, ki ti preprosto pomagajo skupaj videti, kako dejansko ti duhovno rasteš. Filozofija je, da ego je tisti, ki onemogoči združenje z Jezusom. Ego se lahko manifestira na 3 načine, slast, čast, oblast, a rabiva to? Ne rabiva. Ne, razumemo. In ta ego ti seka ven non-stop. 3 zaobljube so pa zdravilo. Jaz recimo ne vem, da zdaj meni moj ego ven seka, sem na reflektorju, me bojo gledali. Pika. Nimava kaj tle. Bluzit, kaj je to jasno. Zaobljuba uboštva je, da ti z leti počasi sestre pomagajo rezati ta ego. Ponižanje. Rečem kakšno neumnost, me je sram, rečem, kaj sem tam govorila, Tina si je mislila. In rečem, hvala Gospod, evo. In sestra ti reče, brat ti reče, Andreja, to je bedarija, kaj si govorila. In se opravičujem, mi je hudo, ampak to je to, uboštvo. To sem jaz. Ne, uboštvo gre skupaj s ponižnostjo. Ponižnost ni, da jaz manj mislim o sebi, pač pa ponižnost je, da jaz manj mislim na se. Ma dobro, nima veze, kaj sem jaz izpadla. Tam, fora je v tem, da je Gospod lahko skozi mene kaj rekel, ali pa da Milina, da Sveti Duh mogoče preko Tine. To je važno. Čistost je, da reže tam, da jaz iščem moje ugodje. Jaz. Da bi rekel pater Oblek, jaz. Moje ugodje, moj užitek, moj slast, da se reže. In da moje sestre meni so tam spontano, taka kakor je ona, da mi meni blekne in se to potem brusi in se to reže, da jaz tudi živim eno urejeno življenje, eno preprosto življenje, da jaz ne iščem zdaj, kaj bo meni užitek ali pa da bo meni lažje, da bom jaz neki komfort, da bom jaz, razumeš? In tretje je pa pokorščina, v smislu, sva prišli na tvoje vprašanje, je pa moj ego v smislu, da imam jaz prav. Moj ego, da bo po moje. Moj ego, da bom jaz dokazala. Moj ego, da bom jaz imela kontrolo, da bom jaz odločala. In to je pa, jaz mislim, da slast je bila prvih 20 let. Zdaj sva 32 let. Uboštvo sem jaz, pokorščina je zdaj ta 20, zdaj sem v tisti fazi. In mogoče pravijo moje sestre, ki so starejše, da uboštvo je zadnjih 20 let. Pride na plano kot izziv. Zmeri so, ker moj tip, jaz sem moja, dobro, ne bom zdaj se spovedovala, dobro, preskočiva animacijo, ampak jaz mislim, zmeri so, ampak vsak tip uršulinke, vsak tip sestre, vsak tip redovnika ali pa tudi duhovnika imamo neko mehko točko ali pa šibko točko. In potem Milina, Sveti Duh preko tvoje skupnosti to drsa, predvsem pa preko predstojnic. Ker
Koliko je pa težko sprejeti v bistvu to? Veš kaj, to je cel proces in vsaka od nas, ali pa vsak od nas, tudi duhovniki, ali pa tudi vi zakonci, vsak od nas ima proces. Zato pa tudi vzgoja, zato pa formacija, zato se pa tudi vidva brusta. Zakaj? Ker smo tako strašno originalni in to je naš problem, ta katoliški, krščanski problem, ker on obožuje Sveta Trojica, veš, ona, ne, Sveta Trojedina ljubezen. Mislim, zdaj, veš, ker ni samo Jezus, ni samo Sveti Duh, ni samo nebeški Oče, veš, ker veš, kaj, to je težko, dobro, nočem zdaj komplicirati. Oni obožujejo originale. Sorto, rečemo mi na krasu. Mislim, sorto, veš, naš teranček je teranček. Mislim, da mora vse refo, vse rumeni muškaci. Ma razumeš, oni obožujejo in so nas tako ustvarili, ma ne bi rekli po tipih v Sloveniji, toliko in toliko uršulink po sorti. Ma to je ena. Ti, če gledaš uršulinke, nas je 60, jaz sem zdaj bila na provincialni konferenciji, jaz sem se skoraj jokala, kaj gledaš. Od Mojce in Andreje do moje Fidelis, mislim, ker vsaka je original. In zdaj vsaka, da potem reže ego, če ni tiste predstojnice, in navadno nam da najbolj nemogoč primerek predstojnic. Najbolj bi človek rekel, da sem bila predstojnica, ali trda, ali zahtevna, ali neumna, ali drži svoje, mislim, obupa do obupa. Zato naša Angela pravi, Miške, reče Angela 500 let nazaj. Vaša ustanoviteljica. Ustanoviteljica, prav napiše in reče, bolj ko je čudna, bolj se zahvaljuj. Se boš več naučil. Zakaj? Zato, ker ti dejansko veš, da če ti da nemogočo predstojnico, ti to da zato, ker Jezus ve, nebeški Oče je vedel, Sveti Duh ve, da te bo lahko šel še globlje na globoko. Ker bo človeško gledam, bo še rekel, pa ta ženska me bo popolnoma uničila. Jaz sem v Peruju, jaz sem zdaj v Venezueli in sem doživela svega in svašta. To druge mentalitete, druga kulture, drugi jezik, ker nisi niti razumel, kaj ti govori in jaz sem nekaj Jezusu, mene je groza, mene je strah, ta ženska me bo uničila. Ona ima moč nad mano in me bo uničila psihično. In potem ti prideš v tej rasti duhovni, Jezus ti zaupam ali ne, Jezus me je bolj strah, moj ego, mislim, in ti nikoli ne veš, ali je to tvoj ego, ali je to res. Zdaj ta psihologizem te prepriča, da ja, da je res, da ona te bo uničila. In potem zaradi psihologizma se mi ne spustimo globlje. In mi potem tam čofotamo in se delamo, da smo mi neki, zdaj preveč se maham z mikrofončkom. V plitvini pol ostaneš, ne? Ja, in potem ti si lačna, ti si bila narejena za 40 metrov globine in vse tista božanska zadeva spodaj koralna, razumeš, ki si popolnoma wow. In ti potem tam čofotaš in se siliš in si delaš, ma ja, to je to, zdaj sem že 32 let ni z njim, a to je to. In ti veš, da ni to, ker ti si bila poklicana za to, da bi te on, ne znam to povedati. In pole vidimo vse te tragedije, vse, zmeri so naše to stare rekle, polovična žrtev krvavi, cela žrtev žari. Ker si prišla nekaj na pol, bila si narejena, da jaz se spomnim, zdaj bom pohujšala, ampak zdaj bom pohujšala moje, tak naš crkveni živelj, ne, katoliški. Zakaj? Zdaj, ko bom rekla Avatar, ne, Avatar. Prva, zdaj pa prišla dvojkica ven, Avatar. Tisti, ki so gledali Avatar, se spomniš, ko on se nauči leteti z unmi? Jaz nisem gledala. Nisi gledala Avatarja. Dajte pogledati, samo tisti košček Avatarja, on mora pač udomačiti ptico in se bondajo, ko se tomu reče, se poveže, tako mislim, sta samo izključno ona dva in to je njegov ptič, ki leti. In potem on ujame ritem in tako isto kot v konju, no? Da ne bom zdaj rekla v Avatarju, isto pri konju. Ti ga čutiš in imaš komunikacijo s konjem in potem, ko greš v galop in doživiš trenutek, ko se popolno, ker je taka povezava s konjem, da začneš galopirati, ali pa ko vidva plešeta, ajde, deva malo bolj tako podobno, da bodo razumeli, ali pa ko plešeta. Plešeš ali pa plešeš. Mislim, če z nekom, ki si na frekvenci in ujameš ritem in se komunicirata v plesu, jaz mislim, da tisto je trenutek, ko je lepota, komunikacija, pa tudi užitek.
In jaz mislim, da mi to doživljamo v našem posvečenem življenju, ko zaupaš in greš na ono stran, da rečeš, ja, bom stvegala, ker hočem več. In se mu prepustiš in pol dejansko vidiš, da on nikoli ne bo te, kako rečemo mi v slovenščini to, da ti ne bo Pustil na cedilu. Da te bo pustil na cedilu. Torej, a je v redovnem življenju v bistvu zaželeno, da se človek čim manj posveča skrbi za telo, pa za, bi rekla, neko zunanjo urejenost, lepoto, ker po drugi strani si pa vendarle ženska, ne? Ženski pa je lastno to, da se sprašuje, ali sem lepa, ne samo navznotraj, ampak tudi navzven, ne? Vsaka ženska išče neko potrditev, tudi zunanjo. Kje ti tukaj vidiš, kako ti vidiš tukaj te stvari? Zdaj poskušam odgovoriti v enem stavku. Če greva nazaj na izhodišče, da smo mi bile poklicane od Boga in smo se mu predale, on je izvir ljubezni in on je izvir lepote. To pomeni, da naš stil življenja je ugajati Gospodu, to tudi reče Pavel. Device naj poskrbijo, da ugajajo Gospodu. To pomeni, da je celo moje življenje, celo moje redovno življenje, vsi naši samostani, vse naše skupnosti, ti kar ješ tle v Ljubljano, Huršulenka, ima to tako lepo, to je muzej, to so že slike, okolje, čistoča. Naš stil življenja, naš stil redovnega življenja posvečenega je lepota, je estetika. Ker globlje, ko se predaš, bližje si izviru lepote, estetike, umetnosti in ljubezni. Ker ljubezen je lepota. To pomeni, da mi smo začeli od preganjanja naprej, to pomeni, redovništvo je 6.-7. stoletje v zahodni civilizaciji, je element lepote in estetike konstitutivni element, evo, filozofija. Torej, tak del, ki je absolutno zraven, da malo poskušamo take besede. Ne moreš biti z Bogom, ker on je lep, ker ljubezen je lepa. Torej, dojemaš stvari tudi skozi te oči, a ne? Več, ko je on, bolje lepote. To vidiš tudi pri zakoncih, tudi vidiš to pri stari mami, pri noni. Če živi ona, ima 90 let, je vsa zgubana, je vse zmatrana, je vsa zdelana, je vsa bolana. Ma če je ona v ljubezni, če je ona živela ljubezen, tu jo pogledaš, mislim, ti se ti zdi, da gledaš. To je umetnost, sem bila na Uršlji gori, moram ste vsi na Uršljo goro, ker je, jaz nisem imela pri sebi Uršlja gora na Koroškem, križev pot slovenskih akademskih umetnikov, jaz sem skoraj jokala tam z Mileno, ker je vsaka postaja križevega pota je drugi slovenski umetnik in riše Jezusa. In je tako neki lep, jaz ne vem, če so ti umetniki verni, ampak ker je lepota, ker je umetnost in ker je bila tema, so oni potegnili ven slovensko duhovnost v Uršlji gori. Zdaj boš rekla, tvoje vprašanje je, okej, po 500 letih vaše tradicije uršulinske, kako vi to peljete, ne? Tle se, kako rečemo po slovensko, lomijo kopja. Se reče? Ja. Vidiš, spet Bravo. tehnično lomijo, veš, ki prevajam ves čas malo. Zakaj? Mi ne moramo, deva samo kontekst, samo da se ne bom zgubila. Mi smo bili zdaj ko je naša ustanoviteljica zalaufala, je bil sprememba paradigme, ne? Mi govorimo o 16. stoletju. Potem je ta paradigma moderna, postmoderna, je pač zdržala 400 let, prišle so prva, druga svetovna vojna, človekove pravice, prišla je spolna revolucija, paradigma, rečemo v filozofskem jeziku, se je prekopicala in začenjamo digitalno ero. To pomeni, da smo zdaj v prehodu 50 let, ko se spreminja čutenje in mentaliteta, mindset in vse te stvari. To pomeni, da to, kar je bila krščanska družba, krščanske vrednote, krščanska morala in vse to, kar naj bi bilo to, se zdaj prekopica in se zdaj začenja pogansko obdobje, digitalna era, zdaj so, kako se reče temu,
propuestas. Zdaj imamo različne predlogi, paketi. Ti vzameš paket tega, to ti ne paše, ta cirko ti ne paše in izbiraš. In mladina to zdaj izbira. Kdo me bo prepričal, kdo da na ponudbo boljšo, kdo je bolj, razumeš, up to date. Mi zdaj redovništvo v paradigmi, ki smo zdaj, smo popolnoma mimo, zato ker zaradi mistike, zaradi toje tančice, ki jo omenjaš, je naše okolje, naravno okolje, je skupnost, občestvo. Jaz ne morem roniti globoko, če jaz nisem odvisna od mojih sester in pokorščine in zaobljub. Pika. Tako da jo je, ker je kar izgledala fajn, ampak glej, je začela neke fore svoje, pa jaz ne vem, kaj je, ker se prilepi en čipek in tisti čip ti začne noter pi in tvoja sestra ti reče, Andreja, vstav si, Andreja, to ni od Boga. To so drugi duhovi, pi in čez 5 let, še tako je bilo Božje, se bom zgubila. In to je ta pogansko obdobje, tudi cerkve, tudi človeštva, ko je tema. Zdaj ni več tistega, ko smo bili v komunizmu, ko so nas napadali, mi smo bili drugorazredni, si bil preganjen in so te vrli v zapor in so te mučili, ne. Zdaj smo mi v temi, to pomeni, da zdaj je treba razločevati duhove in to se lahko razločuje samo, če smo do konc konteksta. A sem predolga? Super. Kaj se pa zdaj zgodi? Da mi, ki smo občestvo, nismo več trend, ker je individualizem in smo mi najbolj ranljive na tem področju. Ma zakaj bi jaz zuno, ki sploh ne razumem? Ma ona ima drugo teologijo, ma to je to redovniška teologija, ki je že čist zastarela. In potem ti to poslušaš in si misliš, ma čakaj, ma dajmo še enkrat. Kaj ima teologija? Zakaj bi ena teologija mene definirala, če sem pa jaz od Jezusa in mene je poklical Uršulinkam in pika. Mi smo 500 let stare, mi imamo svoje pravila igre in mi imamo našo karizmo. Zdaj, kako bomo mi dve prevedli karizmo? Kaj je karizma? Ni to poklicanost, ne? Ni prava beseda. Karizma je specifika, brand. Kako ti prevedeš brand? Ja, blagovna znamka. Blagovna znamka, evo. No, viš kako. Ni to lepo, viš kako to ona. Blagovna znamka Uršulink je soproga, zdaj rečemo mi nevesta v Sloveniji, to je tudi naša duhovna. Nevesta, sestra in mati. To je naš blagovna znamka in potem se ta original 300 let, 1702 v Ljubljani tako, v Škofji Loki tako in tako naprej in tako naprej. Ko so nam vzeli šole, so naše šle, znagovna znamka se je aplicirala na župnije in tako naprej. Potem 2000 smo naredili naprej in zmeri naprej. Blagovna znamka je ista, ampak glede na okoliščine se mi, Sveti Duh, ne mi. Mi samo poslušamo Svetega Duha in se adaptiramo, se reče. Prilagodimo. Ampak seveda, ker smo Uršulinke, imamo tako znano blagovno znamko in smo zelo poskuša hudi duh nas čim prej razgnati in čim več škode narediti in čim več, zato da pademo na borzi. Zdaj bo to čisti škandal. Super je. Povej, Andreja, ko sva se medvi probali ene parkrat ujeti, ti si kar težko zadobiti po telefonu, po mailu in tako naprej. Si mi tudi rekla, rada imam telefon čim dlje stran od sebe, ker si ravno govorila, da smo v novi digitalni dobi, kjer je v bistvu bolj kaj ne temno, a ne trenutno za nas. Toma. To je tipično zdaj za duhovno ozračje. Se ti zdi, da v bistvu nam te vsi novi mediji in to, da se dela tudi naši duhovnosti trenutno škodo in človeštvu nasplošno? Jaz sem navdušena. Jaz sem absolutno navdušena nad digitalno ero. Jaz sem srečna, da živim kri za in da špricamo kri in da boli in da smo popolnoma zmedeni. In da je tako hudo, ker po drugi strani pa začenjamo eno novo dobo, ki je poganska, kjer lahko je Jezus lažje Jezus, ker Sveti Duh pride zelo lahko zraven in ker je nebeški Oče res lahko v miru to, kar je. Zanimivo. Zakaj lažje? Zato, ker v komunizmu, ker je bilo preganjanje in so sistematično, to kar jaz doživljam zdaj v Venezueli, mi smo sistematično, nam sledijo snajperji, ostrostrelci, ker nas morajo, tam, kjer se požene svobodna misel, dostojanstvo človeka in to je grožnja totalitarizmu, ideologijam.
In ti moraš iskati, kdo bo iskal te prostore, kjer bi rekel, ne, to je resnica, jaz sem Božji otrok, jaz sem Božja hčerka, jaz imam pravico do. In potem mora ideologija, totalitarizem, vse to te mora samo... Medtem ko digitalna era je pa pluralizem. Ti greš, klikneš na YouTubeu, klikneš na Google ve vse, ti imaš na Instagramu, razumeš, včeraj na Sveti gori v soboto sta neka Petri, kaj si na Vibru, si na WhatsAppu, si na Instagramu. Jaz sem fascinirana, jaz se spomnim, ko so meni prvi pokazali Bluetooth, jaz sem ga čisto fascinirana in to vse moje mlajše sestre učijo. Jaz grem v Peru, 14 let danes, 14 let nazaj, obletnica, Marino ime, in rečem našim tam malih uršulinkam, tam mladim, ne? Rečem uršulinke, kaj ne zdaj, če sem jaz v Peruju in vam pišemo, kako je v misijonih, kaj? In one mi to raziskujejo in mi rečejo, piši blog. In me naučijo, mi pokaži, kako jaz odprem. Jaz sem fascinirana. In si pisala blog? In sem poslala, ja, to je še zmeri, tam tisto, ne vem, moram tisto zbrisati, ker to sem bolj nekaj let pisala blog. Zakaj sem fascinirana? Zato, ker digitalna era z digitalnim svetom se nam odpirajo svetovi in možnosti. Jaz sem z mamo na WhatsAppu, klepetava. Ona pokliče in govoriva zastonj. Ampak, kakor ti praviš, tako, kakor so naše sestre, ko so šle na iskla vzure, morale najti nov ritem, tako, kakor so prej, ko so šle, to, kar je Angela začela, ker ni bil samostan, pač pa zunaj v svetu, so morale dobiti svoj ritem. Potem te, ko so šle v samostan in so se zaprle noter v klazuro, so morali dobiti nas ritem. Tako moramo mi zdaj, uršulinke in vse sestre in vsi župniki in vsi zakonci najti nov ritem. Zdaj pa problem je v tem, mi smo prej aplicirali monastični ritem na nov stil življenja in se je polomilo. In to recimo moje starejše sestre, ki so nad 70, točno vejo, kako je bil prej ritem, samostanski, monastični in pol zdaj, ko pa mlade generacije prihajajo z novim apostolatom, pa se vse polomi. Kako smo rekli, moje sestre so zmeri to rekli, da je, kako se reče po slovensko, da je s porodno vodo smo zgubile tudi dojenčka. Poznaš to foro? Kako bi mi to prevedle? A veš, ko je porod, ko se zgodi nekaj novega? Ja. In potem jim odteče voda. In je tudi dojenček zraven. Problem je v tem, da če ti misliš, se dogaja porod, ampak ti, če ne ujameš dojenčka, zgubiš porodno vodo in zgubiš. In jaz mislim, da smo rečili, ja, drugi Vatikanc, ne vem kaj, ni res. Drugi Vatikanc je bil nov porod. Ampak od nas pa pol odvisno od babic, ko rečemo, ja. Da bojo ujele. Ne moreš ti izgubiti se v vodi, ti moraš biti pozoren, ti moraš vedeti, kaj delaš pri porodu. Ampak ta porod ne traja tako, kot ste vi navajeni, pač 3 ure ali pa 8 ur ali pa 2 minutki, ko pride ven pri zadnjih krčih, pač pa to traja 50 let. In ti vmes, ko čakaš na dojenčka, ne znam to lepše povedati, se opravičujem, no. Okay. In mi, ko se zdaj učimo in poskušamo ujeti, jaz mislim, da stare fore so iste. Jaz ne vidim nobene razlike v resnici. To pomeni, da je red, da so 3 korenine slašč čas oblast, ti moraš imeti askezo in pika. Ti ne moreš biti več kot 1 uro, 2 uri in pika. Zakaj? Ker mi smo služenje, naše poslanstvo je služiti, doma, v skupnosti, zunaj ljudem, mislim, ti ne moreš misliti nase, kakor vi ne morete misliti nase. Ti imaš moža, ti moraš biti zrihtana, ti moraš biti zanj, ti moraš vedeti, da vidva morata imeti vajen čas in pika. Če bosta vidva padla, bo vse padla. Vidva vesta, da morata imeti toliko časa za vajanje, koliko otrok? 3. Vajanje 3 otroke in pika. Številka 2. Številka 3, vidva vesta, da imata familijo in pika, ker to je celica in tudi stara mama in tašča in to, vidva morata to. In potem vidva imata službo in denar in hišo in jaz ne vem, kako vi to preživite. In vidva ne morata aplicirati moje duhovnosti, mojega ritma, moje molitve. Jaz vem, da če jaz nimam in 1 uro meditacije in ofici kompleten, ma ga ne molim, ker Bog se me usmili in evo, bom se zgubila čez 5 let, če ne bomo to najdli načina z mojimi sestrami. In rožnovenc, ker jaz moram Mariji dati vso skrb za vse ljudi, ki me prosijo. In jaz rabim rožnovenc usmiljenja in rabim
zvečer se usesti, da midva imava najnih 15 minut na koncu, samo da me on zašiva, ker če ne, sem jaz samo kosi. In sem tam in sem, pika, to sem jaz, ker sem sestra. In če jaz tega nimam, in če jaz ne sedim s sestrami pri kosilu in klepetamo, evo, 5 let, pip, in me bo odplakalo. Ne vem, kako to povedati. Super. Andreja, Ne vem, če je super. Molimo drug za drugega, da se ne. Ampak vi morate imeti drug ritem, župniki imajo drug ritem, samske imajo drug ritem, mladina ima drug ritem, študenti imajo drug ritem. In vsak mu Sveti Duh narekuje in cerkev pomaga najti te ritme in mehanizme, da preživimo. neke osnove so skupne, a ne? Neki temelji so skupni nam vsem, se mi zdi, da so vzporednice, potem pa res vsak mora plavati v tistem svojem, a ne? V kar je vržen, Tako. oziroma v kar pač mu pritiče. Ti si mi tudi omenila zadnjič, si rekla, da imaš občutek oziroma da doživljaš, da tudi točno zdaj v tem trenutku številna dekleta Bog kliče v tako življenje kot tebe. Po drugi strani pa se soočamo s upadom, a ne, redovnih poklicev, tudi na ženskem področju v Sloveniji. To je tako lepo. Kako kliče dan Ja. današnji Bog mlade punce, mlade ženske, ali pa tudi ne samo mlade, morda tudi starejše? Kako jih kliče, kako lahko one vejo, tole me pa zdajle Bog kliče? To je fascinantno. Jaz sem sedela v stražišču, zdaj ne vem, če smem zdaj to diskrecija, ne, ampak recimo, ne. Boš tako povedala, da ne bo prepoznavno? In jo gledam, razumeš, in ona reče, ne, ga ne bom vprašala. Vsega pa si ga vprašala. Lej, ker mi gre kar, Torej ve, kaj bi... ne, ma to je isto. To je 2000 let je isto. Ti to ne moreš, razumeš. Jaz sem prepričana v to. Jaz sem bila v turistični v Izoli in jaz sem bila s Krasa, mislim, razumeš, in on to, veš kaj, oni trije so nas ustvarili. Oni so naši, Sveta Trojica je naš, oni imajo originalno kodo, pika, razumeš. Sicer sem odprta koda in potem je moja Uršulinka in moja familija Godnič iz Čorkni so me oblikovali. Sem bila open code, razumeš, ampak zdaj ne vem, kako to prevedeva. Ampak zasnova je Njegova. eden. In on ima mojo originalno, on gre lahko nazaj in točno ve, kje je bil začetek, kje so me oni trije sanjali. Jaz že zbiram poročno obleko, ker to je zdaj takoj, razumeš, to je z ovinkom, je že tisti final, ne. Srečanje, ja? In to, kar sem jaz doživela in to, da sem jaz 32 let nazaj šla in zdaj, ko jaz sem jo gledala in meni so šli, razumeš, jaz sem gledala se, kaj si ga vpraša, kaj ne. Ker jaz vem, kaj bo on rekel. Pika. Torej, čutijo klic, ampak je malo tega upora prisotnega, oziroma strahu. To je 2000 let, to je ista pašta, po mojem. Čudno je to, recimo, če mi dovoliš, to se potem zgubi, vidiš, jaz grem naredim oklepaj. Ko gledaš zlo v Ukrajini, jaz ko gledam zlo v Venezueli, ko ti gledaš zlo v Afriki, zlo ima zmeri isti obraz, je brutalno in zmeri razčloveči in se ponavlja. Ti gledaš tiste mučenja Erasma v Predjamskem in gledaš zdaj, kaj delajo Rusi, evo isto. Ti gledaš, kako mučijo moje zapornike v Venezueli, je isti obraz. Je nagravžno, ker razčlovečuje. Pri Bogu, ki je original, je pa se ne naveličaš, ker je lepota. Zlo je grdo in to zato hudič je živčen. In je živčen in se peni in po tebe zdaj tako kaznoval, če midva govoriva o njem, razumeš, in boš prišla domov, boš rekel, možu imam, ne vem, kaj je danes bilo. Ker je treba plačati. Vsakič, ko govorimo o Gospodu, vsakič, ko se veselimo in ko praznujemo in smo lepi in smo njegov odsev, plačamo, ker je križ. Ker ti veš, tam, ker je ljubezen, je treba trpeti in pika. In to smo najbi redovnice bile najbolj. Veš, kaj sem naredila okvir, veš, pa se zgubim, ker je na ono stran, na ono. Ampak lepota, ljubezen je pa original, ne rabiš nič, ker to je v našem čipu, v izvirni kodi je ljubezen. In zaradi tega je vsak klic 2000 let, ali je za zakonce, ali je za nas sestre ali pa brate, ali pa za duhovnike, je izviren. In jaz ti lahko govorim, moj klic je bil tako originalen, da jaz potem 32 let, ko si pripovedujemo z drugimi, 1001 verzija, je vsak original, vsak doživi, ampak vsakeč je studenček, greš na začetek in podoživiš tako, kot sta se vidva zaljubila. Pika. Ista pašta. Zdaj pa, problem je v tem in to, zdaj me boste popravili, zdaj moje sestre me bojo popravili, ampak jaz mislim,
da ko je eden, ki čuti, če jaz ne bi imela Andreja Vovka, če jaz ne bi imela Vinkota Kobala, če jaz ne bi imela Fidelis, Madalene, če jaz ne bi imela teh ljudi, ko sem jaz nekaj čutila in ko sem jaz čekirala z njimi in če mi oni ne bi, ko je Vinko začel jokati, je rekel, Andreja, beži in pomahaj, ko sem začela nekaj mutiti. Če mi Vovk ne bi rekel, ok, so neki Kresovci, so neki Ignacijanske, če ne bilo Marka Mohoriča, ker sem dirkala k njemu v Vipavskem križu, sem rekel, poslušaj, on me kliče, zgleda, razumeš, in je rekel, čakaj, Miška, dej. Če ne bi bilo in ne bi znali razločevati, če bi Marko Mohorič rešil, beži zdaj takoj, vstopi in tako, ali pa če bi rekel Vovk, ne, ti si skrasa, ma to ni nič, to ne moreš ti biti nuna. Razumeš, bi se jaz zgubila, pip in bi šla. Problem je, in to je moje mnenje, Bog se me usmili, Jezus usmiljen je časa za pokoro, je, če mi, ki smo občestvo, ki smo familija, ki smo sopotniki, ne znamo razločevati duhov in rečemo, ti si pa tako duhovna, to je pa Božji duh, pejdi, in jo zabluzimo to malo, ki ima klic, smo mi odgovorni. Zato, da se ta poklic, ker tišimo od naše sheme, jaz zmeraj rečem mojim sestram, mi nimamo teh novih apov. In to je naš problem zdaj. Zato mi ne prepoznamo klicev, ker Jezus je lepotec 2000 let ali pa zdaj. In bo našel svojo aplikacijo, zato da bo poklical tiste, ki jih želi. Veš, kako on dela. Zdaj sem pri enem pesem, kar izkajočem, jaz sem vsa ganjena. Andreja, omenila si križ, torej, da je vedno tudi križ prisoten. Če je lepo, je tudi težko. Razloži mi malo še to. Veš kaj, samo to bi rada dala pričevanje, ker se mi zdi, da mogoče zaradi teme, zaradi teh ponudb duhovnih, katoliških, ultrakonzervativnih, modernističnih, to slišam zdaj v Sloveniji, so vse lomi. Črka, to in to izvedem in to je zdaj katolištvo, to je tradicija. Duh, vse svobodno, objemamo drevo, to je zdaj katolištvo. Veš kaj, čutim, jaz ne vem, jaz sem v Latinski Ameriki, jaz sem mimo tega. Poanta je, da odgovorim danes na Jezusov klic, ampak da meni je jasno, da to ni smetana. Da duhovno življenje ni smetana, si ti zakonca, sem jaz, sestra ali župnik, tam, ker razumeš, on da vse, on se vsem odpovedal, on to drsa naprej, je neko zvestobo, noben ga ne posluša, noben ne prihmaži. Če zaupamo Jezusu in se mu predamo in bo ta križ danes, in jaz vem, da je to pač paket, potem on lahko v miru dela v meni, da ne samo, da ne bom doživela angela, reče, boš imela trneve poti, se bojo spremenile v rožice, v smetano. Ampak ne zato, da se jaz potem fajn počutim zvečer, ali pa da reče, wow, sestra Andreja Godnič, pač pa zato, da jaz zvečer ga pogledam in rečem, kako ti je bilo danes? A si srečal Tino, a si lahko spregovoril, a si se dobil z Marijo, zakaj? Ker vsi ljudje dejansko ne iščejo Andreja Godnič, vsi iščejo samo tančice. In jaz imam ta velik privilegij, da me je se odločil se obleči v mene. Zato vsem rečem, Tina, prosim, povej ljudem, da to ni bila Andreja, ki je govorila, upeva, in zato sva molili. Ni bila Tina, ki je govorila, upeva, zato sva molili in sva prosili Svetega Duha, pač pa oni trije tle danes na reflektorju. Hvala, Andreja, za tvoje misli. Mislim, da smo dobili eno lepo zalogo misli, ki jih lahko še dolgo premlevamo in se iz njih kaj naučimo. Jaz ti vsem želim tudi kakšno uro branjenja Atlantisa, res ti privoščim, da tudi to lahko še v svoj urnik uvrstiš. Hvala lepa, da si vzela čas za to, da si prišla k nam v Reflektor. Drage gledalke, dragi gledalci, upam, da ste tudi vi veseli in navdihnjeni ob teh mislih sestre Andreje. Želimo ji vse dobro. Vi pa ne pozabite se naročiti na naš kanal, da boste na tekočem z našimi objavami. Kakšen všeček nam stisnite, kakšen komentar napišite in se vidimo v naslednji oddaji. Pa hvala za ogled.